Pravkar sva se z našim snemalcem Rafkom sprehodila po deponiji Mala Mežakla, čeprav so informacije različne in sva se prepričala na lastne oči, pa menim, da se vseeno nekaj premika na deponiji Mala Mežakla. Ste tudi vi takega mišljenja ob zadnjem, ko ste se sprehodili na deponiji? Ja, občinski svet in na izredni seji julija sprejel nekaj sklepov, med drugim tudi tega, da mora koncesionar podjetje Ekogor na Mali Mežakli zbalirati vso odpadno embalažo. In to je bilo tudi storjeno, do konca avgusta je bila ta zadeva urejena in s tem smo lahko zadovoljni. Kljub vsemu pa končni cilj, to je spraznjena ta občinska parcela s temi baliranimi odpadki, še ni dosežen in v občini se še naprej trudimo, da bomo do tega cilja prišli. Vemo zdaj, da sami brez pomoči države tega problema ne moremo odpraviti in skupaj z državo bomo morali iskati rešitve. Zdaj zaenkrat smo prejeli, oziroma pred časom smo že prejeli tudi revizijsko poročilo podjetja Bono Veritas Revizija, ki je izpostavil nekaj ugotovitev. Med drugim bomo morali, vsaj tako izhaja iz revizijskega poročila, nadgraditi obstoječe koncesijsko razmerje, bo treba izvesti nekatere druge ukrepe. V občinski upravi zdaj pripravljamo gradivo, zato da se bomo s predstavniki podjetja Ekogor v kratkem tudi sestali in da se dogovorimo, kako zadevo reševati naprej. Seveda, s podjetjem se moramo sodelovati, imamo jih tukaj in verjamem, da bomo z dialogom lahko našli primerne rešitve. Je pa res, da kakšnih kratkoročnih rešitev, vsaj ta hip še ni na vidiku, saj smo tudi pred časom, tako kot smo že napovedovali, prejeli tudi odgovore na nekatera naša vprašanja z Ministrstva za okolje in prostor in med drugim je eden od najpomembnejših sporočil z tega sporočila ministrstva to, da v Republiki Sloveniji ta hip neke celovite rešitve za to vprašanje še ni. Želim si, da bo država bolj aktivno na tem področju delovala in da vsaj v prihodnjih letih, da se čim prej najde nekaj rešitev, zgradi morda tudi sežigalnice, kar je bilo že sicer predvideno že pred več kot 10 leti. Dogovorili pa ste se tudi z župani zgornjegorenjskih občin, da se o tem problemu skupaj pomenite na enem izmed koordinacij v mesecu novembru in seveda prisoten je bil tudi nekdo iz Ministrstva za okolje in prostor. Ja, na zadnji koordinaciji, ki jo je gostil žirovniški župan, smo se dogovorili tudi za temo naslednje, torej oktobrske koordinacije in pa novembrske koordinacije. Novembrsko koordinacijo bomo gostili na Jesenicah in takrat bo osrednje vprašanje oziroma osrednja točka dnevnega reda prav ravnanje z odpadki in problematika, ki je vezana na Center za ravnanje z odpadki na Mali Mežakli. Na to koordinacijo smo povabili ministra za okolje, gospoda Simona Zajca. Prav včeraj sem prejel tudi sporočilo z ministrstva, oziroma smo sprejeli sporočilo, da se bo te koordinacije udeležil državni sekretar, gospod Mavar, in jaz takrat bomo vse župane seznanili s to problematiko, jaz upam, da nam bo vreme naklonjeno, da si bomo lahko tudi skupaj ugledali Center za ravnanje z odpadki na Mali Mežakli in upam, da bomo našli tudi neko skupno rešitev. Eden od problemov, ki je izpostavljen tudi v reviziji, ki sem jo že omenil, je tudi to, da imata na Zgornjem Gorenjskem, če izključim občino Bled, ki ima zadevo urejeno nekoliko drugače, imata le občini Jesenice in občina Gorje podeljeni koncesiji podjetju Ekogor za izvajanje gospodarske javne službe obdelava odpadkov. Vse ostale občine imajo to urejene s pogodbami, kar pa zakonodaja ne predvideva takšne ureditve. Zato se bomo z ostalimi župani pogovarjali tudi o tej temi. In katere so tiste občine, ki še vozijo na deponijo Mala Mežakla svoje odpadke? No, za zdaj imamo, gor vozijo odpadke iz občine Senice, Žirovanca in Kranjska Gora
iz Gori, iz Bohinja, iz Radovljice, Tržiča. No, pa vsekakor ne morem mimo vprašanja, ste še vedno v kontaktu s stanovalkami, ki stanujejo tik pod Malo Mežaklo, one pa se še vedno nekako negodujejo, da še vedno smrdi, da ne morejo imeti oken odprtih. No, jaz sem že pred časom izrazil zadovoljstvo, da so bili ti odpadki zbalirani, izrazil sem pa tudi mojo željo, da bo ta zbalirana embalaža zdaj pomenila tudi manj smradu. Žal se to v celoti ni izpolnilo. Jaz vem, da domačini, oziroma tisti prebivalci, ki bivajo tik pod odlagališčem, da še zaznavajo ta von, tudi sprehajalci, ki se sprehajajo tam blizu. In to ostaja seveda eden najpomembnejših oziroma največjih problemov in seveda tukaj v občinski upravi se trudimo, da bi to vprašanje čim prej pospravili z dnevnega reda, vendar kot sem že dejal, vprašanje je zahtevno, kompleksno, in zato moramo skupaj sodelovati seveda vse občine, kot sem že omenil, podjetje Ekogor kot koncesionar in pa seveda država. S skupnimi napori jaz upam, da bomo našli primerno rešitev.